Srečni fantek brez mobitela. Skrivnost pravega veselja. Dobrodošel in dobrodošla v svetu pozitivnih pravljic, toplih zgodb in nasmehov. Tu te čakajo pravljice, ki te bodo ogrele in ti polepšale dan. Pripravi se na potovanje v čudovit svet veselja. Pred nekaj desetletji je živel prijazen in radoveden fantek. Njegov nasmeh je bil nalezljiv. Vedno je bil živahen in razigran. Vsako jutro se je zbudil z nasmehom in komaj čakal, kaj mu bo dobrega prinesel nov dan. Najraje je bil v naravi. Imel je svoje majhne prijatelje, paličnjake, morske prašičke, zajčke, želve in mucke. Z njimi se je pogovarjal, jih negoval in jim pripovedoval skrivnosti. V njegovem srcu je bilo vedno dovolj prostora za ljubezen, zato si je želel še kužka, ki bi mu bil zvest spremljevalec. Oboževal je tudi rastline. Skrbno je zalival rože, opazoval, kako rastejo, in se čudil, kako lahko iz majhnega semena zraste nekaj tako lepega. Pogosto je plezal po drevesih, vozil kolo, tekal po travnikih in se igral s prijatelji do sončnega zahoda. Jedel je zdravo hrano, pil veliko vode in se ukvarjal s športom. Njegovo telo je bilo močno, njegov duh pa še močnejši. Šola ga sicer ni vedno zanimala, a življenje samo mu je bilo največji učitelj. Leta so minevala in fantek je odraščal. Svet okoli njega se je začel spreminjati. Prišla je nova doba, doba mobitelov. Njegovi prijatelji so začeli dobivati telefone. Sprva so jih uporabljali malo, potem pa vedno več. Namesto igre zunaj so začeli sedeti in gledati v zaslone. Namesto smeha so se slišali le tihi zvoki tipkanja. Fantek pa je opazoval. Opazil je, da njegovi prijatelji niso več tako veseli kot prej. Manj so se smejali, manj so tekali in manj so se pogovarjali iz oči v oči. Zato se je odločil. On mobitela ne potrebuje. Raje je še naprej živel svoje življenje. Pravo, pristno in polno barv. Pogovarjal se je s prijatelji, objemal živali, poslušal naravo in občudoval zvezde. Nekega dne mu je prijatelj ponosno pokazal nov mobitel. Bil je bleščeč, moderen in poln zanimivih stvari. Ali se ga ne želiš? Ga je vprašal. Fantek se je nasmehnil in mirno odgovoril. Ne. Jaz imam že vse, kar potrebujem. Prijatelj ga ni povsem razumel. Toda v šoli so začeli opažati nekaj posebnega. Fantek je imel vedno ogromno energije. Bil je dobre volje, prijazen in umirjen. Kako to? So ga spraševali. On pa je preprosto rekel: ker živim pravo življenje. Nekateri mu niso verjeli, drugi so se začeli spraševati. In počasi, zelo počasi, so nekateri njegovi prijatelji začeli spet hoditi ven. Spet so se smejali,
Spet so tekali. Fantek jim je pustil živeti po svoje. Samo pokazal jim je, kako lepo je lahko življenje. Postal je zgled, ne zato, ker bi to želel, ampak zato, ker je bil preprosto srečen. Prava sreča ni v stvareh, ki svetijo na zaslonu. Prava sreča je v trenutkih, ki jih živimo s srcem. Kaj pa ti? Si že kdaj poskusil ali poskusila preživeti cel dan brez mobitela? Morda celo 2? Mogoče te čaka nekaj čudovitega. Hvala, ker si poslušal ali poslušala to pravljico. Naj te sreča spremlja tudi po koncu zgodbe. Naroči se na kanal Pozitivne pravljice in se vrni po še več toplih in veselih pravljic. Lahko noč.